Naš predpustni teden se je začel z obiskom ptujskih kurentov, ki so v Koper prišli na povabilo Univerze na Primorskem. Sprejel pa jih je tudi župan. Mi smo jih srečali na Titovem trgu, kjer so nam pokazali in povedali, kakšno je njihovo poslanstvo in kaj kurent pravzaprav pomeni. Povejte mi, danes ste tukaj v Kopru z vašo skupino kurentov. Katera skupina je to? Povejte mi ime, pa povejte mi, od kje prihajate. Torej smo iz najlepšega, najstarejšega slovenskega mesta iz Ptuja. Naše društvo je Društvo Kurenti Center Ptuj. Kot društveno tradicijo več kot 30 let smo torej kolegi povezani v društvu, sicer pa se seveda ta naša tradicija iz roda v rod že prenaša stoletja, tako da smo na nek način zapriseženi, ali pa nam je to obredje položeno že v zibelko. Torej preganjate zimo in danes imamo tako krasno sonce, tako da vidim, da vam uspeva. Ste na turneji po Sloveniji? Torej, kar se tiče odganjanja zime, to je nekoč nekdo zapisal stavek in se ga seveda, kar se nas tiče, napačno uporablja. Če kurenti že kaj počnemo v zvezi z letnimi časi, potem kvečemo, pojemo, se zahvaljujemo materi zimi, da je odpočila zemljo in tako dalje, in pojemo hvalnico pomladi, da bo ponovno rodila in tako dalje. In torej za odganjanje zime, jaz vedno v šali povem, imamo mi na Ptuju dve javni podjetji, komunalno podjetje in javne službe, oni se ukvarjajo z temi težavami. Torej, nam so pa 4-letni časi nekaj izjemno lepega in ne bi bilo modro, torej, da bi jih na nek način odganjali. Trebamo se truditi, da se nam stari časi, ko se je točno vedelo, kdaj je zima, kdaj je pomlad, poletje in jesen, ponovno vrnejo. Vidite, koliko zmede imamo že sedaj z vsemi temi vremenskimi spremembami, ki jih doživljamo. Super, hvala za to razlago, zelo dragoceno. Zanima me še, kaj ste v bistvu, greste na turnejo, tako po Sloveniji, po mestih in se predstaviti? Torej, naš čas je od svečnice do pepelnice. Vedno se začne naš čas 2. februarja, na kar se seveda zgodba zaključi ob različnih datumih, kajti pustni torek se določa po luninem koledarju in je seveda odvisen od luninega štetja. In torej najkrajši pust se pojavi tam nekje vsake 94 let in traja zgolj 3 dni. Najdaljše to obdobje od svečnice do pepelnice pa mesec in 7 dni. In torej v teh dneh na nek način poskušamo z našimi potovanji po Sloveniji in po svetu ljudem pravzaprav razložiti, kaj kurent je, kaj njegovo poslanstvo je, kaj njegov bit je. In torej kurent zagotovo ni klasična pustna šema. Torej, naš največji etnolog, dr. Niko Kurent, je zapisal, da je praspomin o obredjih začel bledeti, ampak kurent nikoli ni bil in nikoli ne bo šemski pustni lik. S tem je vse povedano, je nekako zapisal v tej svoji trditvi in jaz se absolutno s to zadevo strinjam. Sam sem več kot 30 let tudi raziskoval to področje in moje raziskave me vodijo nazaj, da to gre za prastari animistični obred, ki se je v naših krajih pojavil tam nekje 8 do 9 tisoč let nazaj. In torej osnovno poslanstvo nas je, da človeka spomnimo ponovno, da smo le majhen kamenček v mozaiku tega prostranega univerzuma in da smo še kako soodvisni od matere zemlje, rastlinstva, živalstva, predvsem pa od pristnih medčloveških odnosov. In torej feudalizem in kasneje kapitalizem in vse družbene ureditve so nas seveda oddaljile od tega in danes smo postali materialni malikovalci. Duša za nas ne obstaja. Če poveste, da je podstat človeški duh, vas imajo za vudu znanstvenika in tako dalje. In torej egoizem, tekmovalnost, prepiri, krvave vojne med nami so postale nekaj normalnega. To pa ljudje nismo. In torej kurenti poskušamo z svojimi obredi na nek način seveda obuditi ta praspomin in preko tega obrednega plesa na nek način vplivati na podzavest vas, ki se z nami družite, da se seveda zavedate, kdo pravzaprav smo ljudje, kakšna je naša vloga v tem prostranem univerzumu in kako je potrebno družbene, ekonomske in vse ostale odnose spremeniti, da bo človek zopet lahko živel, da bo ponovno imel raj na zemlji.
to, kar nam je pravzaprav namenjeno. Če eno vprašanje, v bistvu, kakšen mora biti človek, da postane kurent? Močan, še kaj drugega? V bistvu, koga sprejmete, na kakšen način sprejmete nove ljudi med se? Torej, tradicija se nekako prenaša iz roda v rod, ampak moje globoko prepričanje je, da kurent ne postane tisti, ki ima 1000 ali 1500 evrov in si kupi upravo. Kurent se preprosto rodi, torej to ni odvisno od tebe, stari očaki so rekli, ne, torej če so te duhovi poklicali, si postal, jaz pravim v sodobnem svetu, pa če imaš dovolj razvito duhovno in čustveno inteligenco, ob racionalni seveda, potem se zavedaš, da je smisel življenja v dajanju, ne pa v jemanju in ti je ljubše tudi potrpeti za srečo drugega. Ne nazadnje, gledajte, 40 kg imam na sebi, težko diham in tako dalje, ampak moj osnovni namen je, ne, da vam prinesem srečo, zadovoljstvo, da odženemo vse tisto slabo, ne, in da vam nekje v glavi odzvanja 365 dni v leto to naše sporočilo in tudi, ko vam je v življenju najtežje, se spomnite, gledajte, ne, bili so kurenti pri nas, ne nazadnje, bo ratalo, ne, in torej, če že samo ta moč pozitivne motivacije deluje, smo veliko dosegli, ne, če se pa seveda ta obred opravi, tako kot se je to upravljalo v prastarih časih, ne, torej vi pod to upravo doživite pri intenzivnem upravljanju Andreda, vi doživite temperaturni šok, temperatura naraste lahko tudi do 40 stopinj, ker se ne hladite. Ob tem seveda imate kapo na glavi, zmanjkuje vam kisika in torej znano je to stanje, holotropno stanje zavesti, ne, ko padete pravzaprav v neko posebno stanje zavesti in če ob tem seveda močno čustvujete, sporočate energijo srca v okolici, verjemite, ne malo primerov sem v svoji dolgoletni praksi videl, kjer so ljudje doživeli tudi nenavadne ozdravitve, kjer jim klasična medicina in vse ostalo ni pomagano. Torej, saj šamanske prakse so izjemno poznane, če vam povem, da v zadnjih 5 letih, ne, je nastalo preko 50 000 znanstvenih člankov na temo raziskovanja pomena in prav počela šamanizma, ne. In torej mi na Ptuju smo izjemno ponosni, da se je ta tradicija, ne, v našem mestu in v naši okolici ohranila in torej trudimo se, da bo živela še na mnoga leta naprej. In čeprav kurent ni pustna šema, kurentovanje sovpade s pustom, zato je največja možnost, da srečate kurenta ravno na sobotni pustni povorki. Ker nas je zanimalo, kako se nanjo pripravljajo v Istri, smo v predpustnem tednu obiskali 3 vasi. V Gračišču, Loparju in Črnem Kalu so nas sprejeli odprtih rok in nam pokazali, kako vaščani večinoma povsem samoiniciativno organizirajo druženja, v okviru katerih ustvarjajo aktualne družbeno-kritične maske, opremljajo vozove in režirajo lastne pustne predstave, ki poleg zabave služijo tudi sproščanju napetosti in frustracij, ki jih je prineslo preteklo leto. Teme so seveda povezane s tistim, kar ljudi najbolj boli. Povejte mi, kaj bo letos na pustu? Mi bomo letos mobilna urgenca. Smo se odločili, ker mi tle v Loparju imamo že vse, ne, smo rekli, bolnice še nimamo, dajmo narediti bolnico in poleg, ko smo ugotovili, da problem pri bolnici je urgenca, ne, in smo naredili urgenco, takšno urgenco, da bo lahko ljudje tekli za nami. In bojo vse rešili, bomo šli v sosednjo vas in bomo tam rešili, pa ko bomo tam, bomo šli na drugo vas in bomo tam spet pobrali jajca po vasi. In tako bomo rešili vse ljudi, ki so bolani, bojo tekli za nami in bomo vse rešili, tako da bomo vsem urgenco nudili. Na tem vozu bo čakalnica, na kateri bo triaža, ne, to tako moderno se temu reče. Potem bo ena operacijska dvorana, kjer bomo dajali infuzijo, eno belo, eno črno. Tako da se bo znalo, ne, bo odvisno, kaj pije kdo, ne. In pole na kraji tam zadaj bojo pa doktorji, soba za doktorje. In sobe za doktorje je tam en stric, ki bo se pisal Fidis, ne, na hrbtu, ne, in ta jih bo pedenal. In za njimi bo tekel en fant s kariolo, ki bo pobiral zavarovanje. In tako da bomo vse imeli pronto. In oni, ki bo rabil urgenco, bo šel tam za nami in bomo ga te sprejemali v triažu, kur bomo rešavali unega, ki bo ležal tam. Kadar bo obnemogel, ko bomo hitli ven in bomo dali drugega gor. Zdravniki bojo pa zadaj bolj se zabavali, ali kako? Ma kje ste vedeli zdravnika že? Vse zdravniki so tam.
bojo naredili, kakšna sestra bo blizik, ne, tu mora biti. Ne. Danes se pripravljate na sobotno povorko. Kaj počnete? Torej, mi se pripravljamo v bistvu že od prejšnjega tedna, vsak dan pomalo, ker ljudje so po službah. Pripravljamo pa voz za zdravstveno deformacijo, kateri bo predstavljal javno zdravstvo in pa privatno zdravstvo, do katerega pridemo z denarjem. Če plačamo, si prej na vrsti. V javno zdravstvo pa vemo, kako je, so dolge kolone, čakalne vrste in ljudje, pač zdravniki delajo z manjšanim obsegom, ker popoldne grejo v privatno prakso. Ja, da se ne prekurijo. Tako, ja. Skupaj s sestrami, kar pol lažje upravičijo svoje doprinose. Torej, to soboto boste na povorki z posebno masko Turški upadi na Kraški rob, ali na tako se imenuje, ne? Pod Kraškim robom. Turški upadi pod Kraškim robom. Ja, tako smo združili eno idejo, pač imamo zdaj tle gradbišče, se dela drugi tir, Vaščane, tudi v okolico, recimo sosednje vasi Osp, Gabrovco, Zgornji Črnika, tle Rozar, Stepani, moti lih tako hrup domačine kot nas. Mislim, je res naporno. To je vsake uri je miniranje, je prah, cesta je vedno, ko je malo dežja, priješ domov z avtom, kot da si bil na njivi, ne. Tako da, in noben nima posluha za to, ne, pač je treba malo potrpeti, ne, zmer je ta odgovor, da treba malo potrpeti, ne. Ja, še koliko časa bo še to trajalo, ne veste? Ja, če se ne motim, do 2028, 26, zadnjič poslušal. 26, ne? No, tako. Torej, če ne bi bilo pusto, ne bi bilo vsaj te katarze očiščenja malo, te frustracije. Tako bi lahko rekli, ja. Tako da smo pol združili, bi rekel, malo to problematiko, da se malo s tem izpostavimo, da malo prikažemo ljudem, upamo, da nam bo uspelo prikazati, kar nameravamo, no, tako. Tako da bo mešana ekipa, bomo naredili malo strojev, nekaj bo delavcev, geodet, razni liki, no, tako. Na 2-3 domačine jezne, ki se jezijo na te gradbince in tako, no. Ja, v bistvu zdaj, da še malo bolj razložim, Turški upadi pod Kraškim robom, mi smo se odločili zato, ker je Turški upadi, večina je teh delavcev iz Turčije, da bomo zdaj izpostavljali ime, ki ni prav, ne, ampak so zdolj in pač tako, ne, včasih so bili tle upadi, zato smo zdaj naredili, da je spet upad, pač hrupje, miniranje, vse živo, ne, tako da nam ni dolg cajt, je pestro. Organizacija, nabava, iskanje idej in realizacija pustne maske je po vaseh večinoma povsem prepuščena samoiniciativnosti in zagnanosti vaščanov, ki so organizirani v različna športna in kulturno-umetniška društva. Skupna točka vseh pa je predvsem veselje do druženja. Mi smo pa člani turistično-športnega in kulturnega društva Sveti Miklavž, Gračišče, katere ime nosimo po naši cerkvici tle v Gračišču, ki je posvečena Svetemu Miklavžu. In ste aktivni verjetno na več področjih, ne samo za pust? Zelo smo aktivni. Vsak mesec, bom rekla, potekajo dogodki. Zdaj smo imeli 3-krat snemanje, potem imamo primorsko poje, praznik šparglje aprila meseca, šangro in tako naprej. Tako da res nam ne manjka aktivnosti. Vmes gremo še na dogodke, ki jih organizira občina Koper, kakor je Koper na dlani, Sladka Istra septembra meseca, skratka na kakšno tekmovanje v kuhariji gremo. Bili smo v Gračišču v Istri, že par let, v kuhanju Mineštre, potem v kuhanju Golaža na Kureščku, v Prekmurju, tako da se kar, bom rekla, aktivno udeležujemo. V društvu nas je 50 članov, delujemo že cirka 14-15 let, če se ne motim nekako. Udeležimo se še predstavitev korenih skupnosti v Kopru in urejamo kakšne pohodne poti, recimo tle. Tle imamo tudi vaško igrišče, smo naredili v Črnem Kalu par let nazaj. Zaenkrat skrbimo mi, urejamo mi igrišče, kosimo, kakšno robito, kakšno vejevje, treba zmeraj kaj porihtati in tako. Tako da, in majhno otroško igrišče imamo, še tam so neke gugalnice in tako da šovno rihtamo. Drugače imate svoje prostore ali v bistvu se dobivate kar tukaj pri tebi? Trenutno ni še prostorov, nekaj delamo zdaj na temu, kaže dobro, znam biti, da bomo zdaj po dolgem cajtu imeli tudi prostor. In zaenkrat pa tako, se dobivamo, treba pospraviti garažo, zmetati vse ven in vse videti. Da nastane delovno-družabeni prostor. Ja, tako nekako, ja. Društvo za šport, kulturo in razvoj Loparja ima svoje prostore v kulturnem domu Lopar. Mi imamo en kup tradicionalnih letnih aktivnosti, začne se s tem pustom.
Potem običajno je 8. marec tisti, na katerega povabimo žene na fešto. Naj si bo tu, naj si bo v kakšni gostilni. Zelo pomembno naš dogodek je kresovanje. Pred 1. majem tu gor na hribu nad vasjo pripravimo ogromen kres z druženjem, tam nas pride čez 100 prijateljev in domačinov. Potem imamo šagro, ki je prva nedelja v avgustu, in potem je izlet jeseni, 2-dnevni, 3-dnevni izlet. No, potem je zelo odmevno tudi pokušina vina, ki jo imamo tukaj na vasi, ki jo organiziramo skupaj z enologom. Tudi pride tam 40-50 vinarjev z svojimi vzorci črnega in belega. No, in potem je zaključek leta, ki je tudi ponavadi ali Silvestrovo ali pa naredimo nekaj v decembru, tako da se podružimo pred koncem leta. To je vsako leto. Potem pa če pride še kje vmes, seveda tukaj smo in imamo tudi pevski zbor, ki sicer nažalost zdaj malo zgublja na članstvu, tako da se bojim, da bomo morali zaključiti aktivnost, ker nas je COVID z 10 ali pa bi rekel še bolj na pol nas je dal in res škoda za tega, ker smo bili tak lep pevski zbor in ena aktivnost, ki nas je močno povezovala. Ustvarjanje pustnih mask in sodelovanje v pustnih povorkah je ena od navad, ki ima predvsem na podeželju velik pomen in dolgoletno tradicijo. Poleg druženja in ustvarjanja za odrasle ponuja to tudi priložnost za vključevanje otrok v aktivnosti, ki povezujejo vaško skupnost. Vaščani se namreč dobro zavedajo, da je skupnostno delovanje in prenašanje teh navad na mlajše generacije, pa tudi na novo priseljene, še posebnega pomena. Vključili smo tudi mladino, imamo pač otroke in so tudi otroci v društvu. Tudi pri izdelavi mask so kreativni, recimo unga kopača tam je naredil tudi en fant, lih moj sin, ta mlajši, tako da se je cel teden ukvarjal s temi zadevami. Tako. In pol, ne vem, za vsako leto posebej, ko dobimo kakšno idejo, padejo ideje, kako bi kaj naredili, kako bi kaj zložili. Večinoma nas ta karton rešuje, to je, bi rekel, material reciklaže. In odvisno, kaj se odločimo, kakšno masko zberemo. Drugače je to vsako leto. Tle ne cedimo. Vas Lopar je ena od vasi, ki so po drugi svetovni vojni ostale polne, niso se spraznile. In ljudje avtohtoni so ostali in čutijo neko pripadnost tej vasi in vsaki pride, ga vključijo v to, ga vključimo. No, dajmo reči, da sem tudi jaz en del Loparca, ga vključimo v to dogajanje, tako da potem pride zraven. Pride letos, zadnja leta se je zgodilo, da se je v vasi priselilo nekaj mladih družin, tako da zdaj imamo tle okoli 10-15 otrok v vasi, ki bojo tudi prišli zraven letos, bojo tle še risali danes popoldne, da zaključimo to na tak malo otroški način, da jim damo tudi njim neko veljavo in upam, da bojo tudi v soboto na povorki zraven. To navado želimo res ohraniti naprej in skušamo tudi na otroke pol prenesti, da bodo za nami znali to tradicijo ohranjati. Super, to se pravi, jaz vidim to kot res eno priložnost za tudi povezovanje vasi in vaščanov. Seveda, sploh pa, da bi na mlajše generacije te navade se prenesle in da bi jih ohranjali, ker vidimo, da mladi zelo, zelo težko sodelujejo, da je to brez veze. Sploh pa, če starši zraven ne pridejo, tudi otrok polni. Ampak, če ti od mičkenega ga ne naučiš, tudi pol starejši ne bo prišel. Tako da smo veseli, da otroci radi sodelujejo in da grejo z nami. Jaz nekaj povem še. Ja. A boš ti govoril? Ne, rada bi povedala, da je to tipičen primer tega gospoda in pa unega tam, ki so, bom rekli, forešti, priseljeni v Gračišče, ampak ta možakar, odkar smo začeli s pustom, je on vedno z nami. Evo. Od prvega dneva. Povejte mi, vi ste že dolgo let sodelujete pri pustnih povorkah. Povejte mi, se spomnite, kakšne maske ste včasih delali, kako ste se organizirali včasih? Od prve do zadnje maske smo bili farmantonari, pa uljkari, pa smo cundari bili, potem, kaj še, tež. Pa smo imeli drugi tir, smo išli v Portorož doli, smo bili šavrini, kad smo začeli kot šavrinsko društvo, pa potem smo še drugo osnovali.
Vi tudi že koliko let že sodelujete v teh povorkah? Mi smo mladi, imamo skoraj 70 let in gremo naprej. To se pravi kaj, od malega že sodelujete v teh povorkah? Naprej. Vsako leto? Ja, vsako leto. Nekaj delamo in bomo delali, še zmeraj naprej. Kaj je glavna motivacija? Malo ljudstvo zadovoljiti, smeha in drugo nič. In druženje mogoče? Druženje obvezno. Mi gremo v Koper in pole v nedeljo gremo malo po vaseh, malo se sprostiti, malo veselja, da si damo razpoloženje. Drugo nič, ne rabimo drugo. Super, evo, super. Ne rabimo drugega. Bomo, dokler bomo mogli. Tudi vi pravite? Ja, seveda, do zadnjega dneva. So določene vasi, kateri pravo nas pričakujejo vsako leto, ne, da moramo redno biti pri njih. Jaz sem najstarejši moški v Loparju. In hodim v Mačkora že kot mulj smo začeli od 14 let. In to traja še danes. No. Če rano bi lahko bil doma in počival in to. No. Se pravi, v bistvu živate v tem in ste vsako leto aktivni? Ja, zato smo dobra družba in aktivni so še recimo pevski zbor tle v Loparju, pa še v lovskem zboru dekanih in tako da sem zmerno okrog. Ne. Žena reče, že kratere, boljše biš bil doma, ne, težava. Kaj to je odvedno bilo tako, da ste se sami organizirali, odvedno imaš te pustne povorke? Tako je bilo takrat. Mi smo se zbrali, tenes je bilo 4 smo bili letniki, pa smo vzeli še kakšnega in smo šli sami, pa peške vse, recimo Truška, Boršt, Marjeza, tu se je hodilo vse peš. Zdaj, če ni prevoza, ni uspeha, ne. Skupinske pustne maske so pravzaprav prave predstave, ki jih ustvarijo vaščani in niso namenjene le pustni povorki. Celotna ekipa se namreč odpravi tudi po domači vasi, vsako hišo morajo obiskati, sicer je hitro kakšna zamera, potem pa sledi še turneja po okoliških vaseh. Pustne aktivnosti pa se s tem ne zaključijo. Treba je še pokopati pusta, pa pojesti in popiti vse, kar so nabrali. In potem mi nadaljujemo to, ne? Ta scena v soboto je samo začetek nečesa v bistvu. Seveda vse te priprave jih uporabljamo za to, da se družimo, ne? Ker to je bistvo vsega. Ne? Ampak v nedeljo gremo ponavadi po okoliških vaseh, nabirati jajca, čista klasika s harmoniko in bobnom. No, v ponedeljek gremo tudi, odvisno kako v nedeljo, koliko je maliganov v ponedeljek. Zaključimo pa v ponedeljek na vasi, gremo od zgornje vasi do spodnje in zvečer tam okoli 10-11 ure zaključimo ta pust na najbolj tak množičen način, ker se nas zbere res veliko število tle po vasi. No, zadnja stvar, ki je pa frtalja, ne, ali pokop pusta, ki sicer bi lahko bila na pepelnično sredo, ampak običajno sredo ne zmoremo, zato gremo to narediti v soboto. In povabimo še žene, pa vse prijatelje. In uporabite jajca, ki so jih podarili? Tistih par sto jajc in par 100 litrov vina očistimo. Ko pridete med ljudi, ki greste tudi okrog po vaseh, ne, kako vas sprejmejo? Ma se zelo, zelo v redu. Prav včeraj so že dobo, pa da pridemo, če ne pridemo, da bojo žalostne. Veš, kad to pred starejših je, čim čuje harmoniko, jih dvigneš takoj gor. Ne. Po zaključku povorke v Kopru pridemo domov, imamo skupno kosilo in potem drugi dan v nedeljo se ponovno okrog 10 dopoldne dobimo in gremo na dvore, Movraž in Smokvico do enih 7 zvečer. Pol imamo večerjo spet skupno, ponedeljek se malo odpočijemo in v torek gremo tam okrog 12 enih po vasi, samo tle po vasi. In potem zaključite tudi najbrž z druženjem? Ja, samo ta zaključek je bolj bogi, ki smo zmantrani, vinsko. In preskočimo pa pokop pusta. Da naredimo pol čez en teden, če smo pri volji še malo fritaje, jajca, klobase, normalno. In vidimo, koliko stroškov, naredimo bilanco, kaj smo porabili, kaj smo zaslužili in to je to za ta pust.
Večino materialnih stroškov za organizacijo pustne maske skupine pokrijejo same. Nekaj malega prispeva občina Koper, 250 evrov za skupino in 550 evrov za pustni voz, nekaj pa prispevajo tudi vaščani in drugi, ki jih mačkore obiščejo na svoji pustni turneji. Ogled vaških pustnih priprav je vzbudil našo radovednost, zato smo z zanimanjem čakali soboto, ko so se naše mačkore dobile priložnost pokazati na 13. istrski pustni povorki v Kopru. Pričetek je bil napovedan ob 11. uri. Pustne skupine pa so se na parkirišču pred Bonifiko pričele zbirati že nekaj ur prej. Tik pred začetkom povorke so namreč potekale še zadnje priprave. Parkirišče je bilo polno avtomobilov in ljudi, ki so se slačili, oblačili, na vozove nameščali rekvizite in se dogovarjali še o zadnjih podrobnostih pustne predstave. Pisana in glasna množica je vse bolj polnila prostor, vozovi in maškare pa so dobivali končno podobo. Oglasili smo se pri skupinah, ki smo jih posneli med pripravami. Pred loparsko urgenco je hodil striček zavarovalnica s polno karjolo denarja in v spremstvu zdravniške ekipe, ki se je zabavala, pila in lepotičila, medtem ko so bolniki čakali. Sledil je voz, ki je bil razdeljen na čakalnico, kirurgijo in menzo. V kirurgiji so zdravniki dajali infuzijo iz rdečega in belega vina, v menzi pa je dietolog dr. Pancetič Bržola pekel čevapčiče, s katerimi so se mastili kirurgi in ostali zdravniki. Lora, loparci, kaj se je zgodilo? Taka eksplozija je bila gor sredi Loparja, neverjetno, odkar smo se nismo videli. Vsi krvavi smo, poglejte, kaj je za nami, še Bog, da imamo zdravstveni dom gor in da smo naredili urgenco, ki ko nekaj bi bilo. Lejte, kaj smo doživeli, eksplozijo in nekaj ne znamo še v čega. Ja, zdaj bomo šele videli, naši policaj je rekel, da bo povedal, zakaj se je šlo. Gospodje kirurgi in zdravniki, kaj zdaj to? Je bila eksplozija v Loparju, vi pa sedite in jeste. Kako v Loparju? V Loparju je odlično. Kako? V Loparju je odlično. Odlično, vse štima. Nobenega bolanega nimamo, vse imamo s sabo. Gospod kirurg, kaj pa vi? Namesto da pomagate ljudem, jeste. Sem napravil jutrno vizito, zdaj pa malcem, ne? Masko deformirano zdravstvo, ki so jo pripravili v Gračišču, je vodil reševalec na kolesu, saj za avto ni denarja. Sledil mu je voz, ki ga je vlekel striček ZZZS, na njem pa so prikazali dve ambulanti, eno javnega zdravstva in drugo zasebno. Naslednjem je kraljevala medicinska sestra Čuča Euro. Gospa medicinska sestra, kaj nam boste kaj povedala? Ma povejte, kaj danes tle? Ja, pustno povorko imamo, ne? Mi smo iz Gračišča. Ja, ma vi ste puna šoldov. Jaz sem puna šoldov, ker sem zasebna ambulanta in mi dosti čučamo evre, ne? In imamo javno zdravstvo in zasebno, ne? In polno čakalne vrste, ne? Dolga čakalna vrsta. Čele, ko mine tisoči, prideš ti na vrsto. Tako je to, po novem? Ja, po novem je tako. Prvo 1000 jih mora čakati, potem šele odpremo vrata. Na koncu končaš na vozu? Ja, ker se toliko čaka, eni tudi pristanejo na vozu, ja. Nažalost je tako, ampak tako je zdravstvo. Lejte, nekdo se mora tudi žrtvovati, ne. Nekdo mora tudi denar dobiti. Ja, mi ponavadi dobro odnesemo iz tega zdravstva, ne. Mi imamo puno šoldov, vidite, sami 500. Tako da nam je dobro, no. Ja. Živi pust! Ja, živi pust! Da sta kar dve skupini pripravili parodijo na aktualno problematiko razkroja zdravstvenega sistema v Sloveniji, kaže, da je to tema, ki ljudi jezi in frustrira, saj se jih dotika zelo osebno. Seveda pust vse preobrne v humor, a sporočilo mask je jasno. Na drugi strani so črnokalci prikazali, kot so obljubili, sodobne turške upade pod kraškim robom. Danes tukaj črnokalski Turki, ali kako že? Tako, ja. V bistvu, kot smo rekli že, turški upadi pod kraškim robom, tako. Ja.
Allora, ste naredili, kaj imate vse danes v tej maski? Danes smo pripravili tunel, tako da se ljudje malo lažje predstavljajo, kaj se dela tam pri nas. Živimo v stalnem hrupu. Naredili smo hruško za beton, ki bo vozila noter beton v tunel, kiperja, tle imamo še en stroj, tam imamo še en bager in seveda delavce zdraven, gozdarja. Najprej smo posekali borovce, da so naredili deponijo in pol se je začelo seveda graditi. Tako da smo stalno v prahu, stalno v hrupu, ga ni mira. Poleg 3 predstavljenih se je povorke udeležilo še 20 skupin, od tega 2 iz Hrvaške. Sprevod je ob 11. uri krenil na pot in ljudje ob Ljubljanski in Pristaniški ulici so si z zanimanjem ogledovali pustne predstave. Eden od najbolj opaznih je bil veliki štmarski trojanski konj, večno aktualna prispodoba. Živijo, Debora iz Šmarij. Vi ste kulturno društvo, ne? Mi smo turistično društvo Šmarje. In danes se predstavljate s štmarskim trojanskim konjem. Kako je nastala ideja za to masko? Za to masko je nastala ideja že leta, čakaj da pomislim, 2014. Takrat se nismo odločili in zdaj smo rekli, mogoče je čas, da spet tole obudimo. In ja, eden izmed naših entuzijastov iz društva je že imel skico in tu smo, šatmarski trojanski konj, prišli v Koper, Kapris, da osvojimo Kapris, ker smo že naveličani namakati naše noge v Žlafadorju, mi hočemo Murje in tu smo, da osvojimo Koper. Je dolgo časa trajalo sestavljanje tega konja? Ja, dejansko po novem letu smo začeli in do včeraj oziroma srede je to vse potekalo. Finese še danes in zdaj je čas, da začne pust, živel pust. Videli smo še dekanskega hudiča, ki je bruhal dim in na glas navijal Highway to Hell. Deželo Hroštolandijo, pihalni orkester Vesolje, Istrsko monedo, Februar Fest, Irske škrate, Kokošjo družino in kurente, če omenimo le nekatere. Povorka se je na cilj pripeljala čez debeli 2 uri, pustno rajanje pa se je v taverni nadaljevalo do večera. Obiskovalci so lahko glasovali za najboljšo masko, ki bo razglašena na pustni torek. Živel pust, vesel pokop in dober tek še vsaj do srede s fritajo in klobasami. Zdaj pa čakamo pomlad.